Bistveno je pa seveda, da vemo, kaj bi počeli, kaj so tisti izdelki, kaj so tiste storitve, kjer lahko zaslužimo več. V vseh analizah ugotavljamo, da imamo pravzaprav v Sloveniji odlično ali pa vsaj zelo dobro znanstveni raziskovalni sektor. Danes bom pokazal nekaj podatkov, ki govorijo o tem, da smo po naprimer številu člankov, številu citatov, ko to primerjamo z bruto domačim proizvodom, med prvimi na svetu. Po drugi strani smo pa zelo slabi, ko gre za delež recimo visokotehnološkega izvoza. In tukaj je pravzaprav nek velik razkorak na eni strani med pravzaprav zelo dobro, odlično znanostjo visokošolskim sektorjem in na drugi strani gospodarstvo, ki pravzaprav od tega nima dovolj. In to vrzel smo želeli zapolniti s svetom za konkurenčnost, prav zato tudi ta primer, lahko bi se imenoval tudi svet za razvoj ali pa svet za raziskave in razvoj pa kaj podobnega, ampak želimo pravzaprav poudariti, da naš cilj je izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in sicer tako, da poiščemo tiste presečišča, tiste niše, kjer imamo na eni strani odlične raziskovalce in na drugi strani industrijo, ki lahko dosežke teh raziskovalcev, teh znanstvenikov razvoja ali pa dobrega šolanja pretvori tudi v denar, pretvori v dobičke, pretvori tudi v delovna mesta. Zato smo ustanovili svet za konkurenčnost, pač kot političen organ, ki ga v glavnem sestavljajo ministri in predstavniki ključnih organizacij znanja. Delovno-strateške naloge bodo pa upravljale razvojne skupine na 10 področjih, 7 področji nekako sektorsko-tehnoloških in 3 horizontalne. In te skupine morajo, ali pa od njih pričakujemo, da bodo do pozne jeseni, do zime, pravzaprav odkrile, kje so ta presečišča med znanstveno odličnostjo in, bom rekel, gospodarsko sposobnostjo, kamor bi bilo pametno usmerjati nekoliko več davkoplačevalskega denarja. Pa že upate reči, recimo, kjer področje znanstvene nanotehnologija, kaj takšnega, v kaj bi se vlagalo? Glejte, v strategiji razvoja Slovenije imate 5 takih področij naštete, ki so, torej, za moj vkus, razmeroma malo uporabna, ker so tako široke. Če vi rečete IKT, je to preširoko. Slovenija mora, ali pa slovenska podjetja mora najti neke niše, kjer so lahko vodilne v Evropi ali pa na svetu. Ravno tako morajo slovenski raziskovalci na niše, kjer so lahko vodilni v svetu. Vsak od nas, jaz sem bil tudi v prejšnji službi raziskovalcev, poskušaš najti tisto nišo, kjer si lahko v svetu najboljši. Tako da tisto je preširoko. Prav gotovo bo pa nek robni pogoj, nekaj, kar bo vplivalo na delo teh skupin, bodo pa neki megatrendi, o katerih bom jaz tudi danes govoril, prav gotovo klimatske spremembe in energetika so ena taka tema, na katero se bo iskalo odgovore, ali pa če hoče, s katero se bo dalo služiti praktično v vseh vejah industrije. IKT je spet ena taka tema, kjer je dokazano, da lahko pomaga v zelo različnih tipih industrijskih oziroma storitvenih procesov, dviguje produktivnost in tako dalje. Mogoče še nekaj velja posebej izpostaviti, poleg teh 7 sektorskih razvojnih skupin. Smo naredili tudi 3 horizontalne, se pravi, reči, kjer ne gre za raziskavi na nekem določenem področju, ne vem, gradbeništva in okolja ali pa energetike in trajnostni vir energije ali pa če hočete življenje in zdravje. Ampak kjer gre za širše stvari. Ena je razvojna skupina za poslovno-finančno okolje. Mi moramo zboljšati načine, kako mladi, pametni, no, ni nujno, da so mladi, ljudje z idejami, z znanjem, lahko to znanje pretvorijo v podjetje, v podjetnost, ustanavljajo podjetja in tako naprej. Druga taka skupina je skupina za kreativne industrije. Mi se ne smemo več slepiti, danes ni več dovolj, da naredite samo vrhunski tehnološki izdelek, ampak ga morate znati še opremiti s primernim marketingom, z blagovno znamko, z dizajnom,
in mislim, da smo s tem eno zelo pomembno sporočilo dali tudi slovenskemu razvoju, torej ustvarjalnost, kreativne industrije so za visoko dodano vrednost zelo pomembno. Ker če imaš te stvari, imaš lahko tudi končni izdelek in na končnem izdelku imate visoke dodane vrednosti. Če vi tekmujete, kdo bo najceneje dobavil, recimo BMW-ju sedež, boste tekmovali s ceno. Če boste delali BMW-je, potem boste pa tekmovali z celotnim paketom. Pa ne rečem, da moramo BMW-je delati, ampak neke niše pa moramo najti, ker pridemo do končnega izdelka, ker na končnih izdelkih so pravzaprav pravi dobički. Mogoče zadnja taka horizontalna skupina je pa povezana z organiziranostjo tega visokošolskega in raziskovalnega sektorja. V zvezi s tem je bilo v preteklosti kar nekaj vroče krviče, tako rečem, v lanskem letu. In pravzaprav tudi tukaj smo ustanovili skupino, v kateri so ljudje iz te srednje, zelo različnih pogledov in upam, da bomo dobili kakšne ideje, kako ta prostor narediti nekje bolj odprt, kako bo v njem več odličnosti in kako bo v njem več podjetij.